Jaz bom govoril v imenu nekaterih nevladnih organizacij, s katerimi sodelujem, in tudi medicinske fakultete. Bi kar na začetku opozoril na eno razstavo, ki jo je pripravila medicinska fakulteta oziroma Inštitut za zgodovino medicine. Vemo, da kar se tiče kampanj v zvezi s kajenjem, javno-izobraževalnih kampanj, Slovenija nikoli ni imela neke take velike državne javno-izobraževalne kampanje na temo kajenja. In v bistvu to manjka. Nekatere druge države, ki so v bistvu zelo napredne na tem področju, pa delajo to že mogoče 40-50 let, na primer Avstralija. In tamle bi pokazal kampanjo GOBA. Ne vem, če lahko kamera tudi pokaže ta plakat. Vaša pljuča so kot goba. To je bila prva tista avstralska kampanja, ki je začela. Zdaj imajo pa v bistvu že 40-45 let tradicijo teh kampanj. In zdaj bi se samo majčkeno bi pokomentiral naslov, Izberi zdravo življenje. To je zelo lep naslov. Kar sem pa se malo zamislil, je pa nad besedico izberi. Izberi pomeni, da imamo mi popolno izbiro nad tem, ali bomo zdravo živeli ali ne. To velja, dokler nismo zasvojeni. Zdaj, ta zasvojenost je pa tisto, kar preprečuje neko svobodno odločanje o tem, ali bomo zdravo živeli ali ne. In zato je recimo področje kajenja tako zanimivo in problematično. Gospa Lovše iz SZOTK je povedala tudi, kako veliko držav že razmišlja o družbi brez tobaka, in sem hotel dodati to, da jih je še več, seveda, in tudi, da sta dve državi že to dosegli, Kraljevina Butan leta 2005 in Turkmenistan lani 2016. Tako da to ni nekaj nemogočega. Po drugi strani tudi recimo ZDA so prav pred 2 mesecema, je Uprava za hrano in zdravila, FDA se imenuje, določila največji dovoljeni nivo nikotina v cigaretih, ki bo zdaj približno 20-krat manjši, kot je bil do zdaj. To se pravi, oni imajo odločilno vlogo in to je v bistvu na nek način konec običajnih cigaret v ZDA. Žal v Sloveniji niso kaj pride poročali o tej zelo zanimivi novici. Tako da hočem reči, da mi moramo gledati Slovenijo kot eno državo, ki naj se zgleduje po dobrih praksah po svetu in mora slediti temu. Seveda je pa odvisno od vseh tako nevladnih organizacij kot vladnih ustanov, Ministrstva za zdravje, NIJZ, da temu res sledimo. Potem bi povedal še to, da zakaj o kajenju toliko vemo. V ZDA so leta 1998 je prišlo do velike poravnave v tožbah proti tobačni industriji in so morali razkriti interne dokumente in smo takrat v bistvu na nek način lahko izvedeli vse, kar ta industrija počne. Mi moramo razumeti to, da ni to samo stvar enega potrošnika. Mi imamo vedno tukaj veliko skupino mladih in na drugi strani eno industrijo, ki jih vabi v svoje mreže. In to počne na številne načine. Zdaj pa, ljudje se pa tega ne zavedajo, kaj počne ta industrija. In iz teh dokumentov, ki so jih dobili v tožbah v ZDA, v tej poravnavi, se da zelo dobro ugotoviti, da so njihove metode povsod po svetu enake, da so na nek način dosežejo mlade, ker mladi na to niso dovolj pozorni. Vprašanje, če dobijo prave informacije v pravem obdobju. Slišali smo, da koliko pri nas 15-letnikov kadi. To je že kot prvo šokanten podatek z tega stališča, ker je to nezakonito. Se pravi, iz dneva v dan ti trafikanti in trafikantke prodajajo mladoletnim trdo drogo,
in se nič ne zgodi, oziroma sem pa tja dobijo kakšno kazen, ampak oni nadaljujejo naprej, ne. Zdaj, nova zakonodaja predvideva pač uvedbo licenc za prodajna mesta tobačnih izdelkov in zdaj naj bi jim jemali te licence, ne. Samo se sprašujem, če bo nadzor dovolj učinkovit, da se bo res ustavilo prodajo mladoletnim, ne. Zakaj je to tako pomembno, ne? Vemo, da se možgani razvijajo do tam 24. 25. leta, predvsem ta sprednji reženj, v katerem je center za odgovornost. In ravno zato tobačna industrija cilja na mlade, na čim mlajše, ker ve, da ko je nekdo že v 20 letih, bo verjetno mu ne bo edina prioriteta, da bo nekako nastopal pred drugimi, ampak bo se zavedal tudi kakšne druge stvari, ne. Zato pa ravno ciljajo na mlade in zato so ti vsi programi, o katerih smo slišali, tako pomembni. Zdaj bi pa samo še povedal, no, kaj se je zgodilo s temi dokumenti. Tukaj nekako, kogar zanima zgodba tobačne industrije, si lahko vse prebere v eni knjigi, ki je lepo povzela vse te ugotovitve dokumentov. In sicer to je tale knjiga, Zlati holokavst, izvor cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi. Mislim, da bi vsak, ki ga ta zgodba zanima, moral to poznati in tudi veliko mladih bi morali vsaj kakšne osnovne podatke vedeti, ne. Na primer, da cigareta nima zveze tako rekoč z naravnim tobakom, ampak je izdelek, ki je načrtovan za to, da bi čim bolj zasvojil, ne. V cigaretah je na primer samo 2/3 tobaka, 1/3 je pa raznih aditivov, sladkorjev in potem to kašo spirajo z amoniakom in cilj tega postopka je, da bi cigarete čim bolj zasvojile. In zato se je treba ukvarjati z tem, da se izdelek spremeni in da se ustavi to industrijo, ne. Ni dovolj, da samo apeliramo vedno znova, izberite zdrave izdelke, ne. To deluje do neke mere, ne pa popolnoma, ne. In te države, ki so napredne, izbirajo recimo to, da se bo reguliralo sam izdelek, na primer, da bojo imele generacijo brez tobaka, se pravi, da z neko letnico tako škodljivega izdelka več ne bojo prodajali, ne, in bodo to dejansko res uveljavili, ne pa, da se bo to pač, da se bo gledalo stran, ko se to dogaja, ne, tako kot se žal pri nas, in tako dalje. Zdaj pa bi samo še malo razširil to temo, ne. Če dobro razumemo to zgodbo tobačne industrije tobaka, lahko vidimo tudi, da nekatere metode uporabljajo druge industrije, na primer industrija sladkih pijač, ne. Zelo podobno so tudi oni začeli sponzorirati znanstvenike, da zanikajo problem tega, da je v bistvu, ne vem, 100 gramov sladkorja v litru pijače. In tudi tukaj bo verjetno pravi napredek šele takrat, ko bomo začeli razmišljati o tem, kakšen izdelek se sploh postavi na police, ne, v trgovinah, ne. To bo pot v resnični napredek. Jaz bi vse pozval, a ne, da sledimo nekako znanosti, dokazanim zadevam, ne. Tukaj smo na konferenci pač narave in zdravje, ne, in ko pridete vi skozi vhod, vas napadajo z konoplja in zdravje, ne. Tukaj jaz se bojim, da veliko obiskovalcev tega sejma ni dovolj kritičnih do tega, kar jim nekdo potisne v roke, ne. Zelo dobro, da smo malo omenili tudi konopljo. Moje mnenje je, da okrog konoplje imamo kar veliko propagande, ne, na kateri hočejo prikazati, da je konoplja čudežno zdravilo, da ne vem, kaj vse naredi, ne. Je pa treba zelo gledati podrobnosti, ne. Morda v nekaterih oblikah so določene učinkovine iz konoplje lahko zdravilne, to je pa treba seveda dokazati, ne. Je pa popolnoma izključeno, da bi kajenje konoplje kakorkoli bilo zdravilo, ne,
ker zdravilo mora vedno dokazati učinkovitost in varnost. Ne? In kajenje ničesar še nikoli ni bilo varno, ne? Ker vi morate razumeti, ko nekaj kadimo, ne, v pljuča vnašamo na tisoče strupov, recimo 60-70 znanih kancerogenov. Ne. Torej, nobenega zdravila v zgodovini ni bilo, ki bi tako škodo povzročalo. Ne glede na to, kakšne bi bile mogoče neke minimalne koristi. Ne. Tako da to moramo imeti skozi v mislih, ne, da je verodostojnost nekih podatkov zelo pomembna. Ne. In tukaj na enem takem sejmu, ko je ena poplava informacij, me skrbi, da en povprečen obiskovalec, ne vem, če se znajde v tej džungli. Ne. In je naša naloga, da dosledno, da se natančno izražamo, da dosledno opozarjamo na te stvari, ne, vedno znova in znova. Ne. Tako da upam, da nam bo uspelo pri tem.